In prehajamo na 14. točko. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu PN3 Terme Snovik, prva obravnava. Predlog odloka je objavljen v gradivu številka 3, predlagatelj župan, poročevalca pa dr. Marija Tadeja Ježek in pa Igor Šilc, predstavnik podjetja Arhi plus Urbi, studio ZBO. Marija Ježek, imate besedo. Hvala lepa. Pred nami je predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu PN3 Terme Snovik, in sicer v prvi obravnavi. Pobuda za spremembe in dopolnitve prostorskega akta z oznako PN3 Terme Snovik je bila podana prvenstveno, ker obstoječa vsebina prostorskega akta ni več primerna podlaga za razvoj družbe Terme Snovik oziroma obstoječi obliki ne omogoča smiselnih razvojnih naložb v turistično dejavnost. Pravna osnova za obravnavo prostorskega akta je Zakon o urejanju prostora. Javna obravnava bo, kot smo že povedali, danes teden 26.4. V obravnava nam tudi za ta akt pač je javno razgrnjen od 11. aprila do 12. maja. V obravnavanem prostorskem aktu so predvidene naslednje spremembe. Na zahodnem robu obstoječega parkirišča pod enota z oznako T2/2 je predvidena ureditev energetsko-servisnega objekta. V osrednjem delu na jugovzhodni strani pod enoti z oznako T2/1 je predvidena rešitev obstoječega bazenskega in wellness kompleksa. V osrednjem delu pod enoti z oznako T2/1 je predvidena sprememba manjšega penziona v hotelski objekt z možnostjo navezanja na objekte v območju T2/2. V sklopu ene izmed apartmajskih stavb pod enota za znako T3 je predvidena ureditev enota vrtca. V severovzhodnem delu enota za oznako T4 je predvidena uskladitev z lokacijsko preveritvijo za območje SN 03 Terme Snovik za določitev začasne rabe. To v bistvu je občinski svet že sprejel, to pa gre za umestitev ureditve kempa. V nadaljevanju bo načrtovalec gospod Šilc podrobno predstavil prostorski akt. Hvala. Hvala. Besedo dajem še gospodu Igorju Šilcu glede projektnih rešitev. Izvolite. Pozdravljeni. Terme Snovik se pač s tem prostorskim aktom prilagajajo tržnim zakonitostim oziroma tržnemu razvoju v turistični dejavnosti. To je izredno dinamična dejavnost in kot taki mora tudi pač prostorski akt nekje odgovarjati. Investicije se bojo, kot je gospa Ježek rekla, dogajale predvsem bistvene investicije predvsem v hotelski objekt. Pač ne bo šlo samo za nastanitve, šlo bo spodaj v nivoju pritličja tudi za večnamenske dvorane, med drugim za kongresne in druge dogodke. Povezovalni člen vzpostavljen bo povezovalni člen med obstoječim kopališkim objektom in med tem hotelskim objektom, pač gre vse v smeri tega, da se ta kvaliteta ponudbe 4-zvezdična čim bolj zaokroži in prilagodi trendom na trgu. In to je to, kar se tiče samega hotelskega in wellness objekta. Oblikovno seveda je še zgodba, ki se bo dogajala kasneje. Kar se je skozi ta čas pokazala ta energetska, ko bi rekel, ogroženost tega turističnega kompleksa, sama tržna podoba Term Snovik je, da so pač ekološko usmerjene, to želijo ohranjati, nadgraditi, temu je pač tudi namenjen ta energetsko-servisni objekt. Pač zagotavljati bo treba dodatno toplotno energijo, hkrati pa tudi električno energijo. Včeraj smo na sestanku slišali, da se je pač ta strošek enormno povečal in da pač vpliva na uspešnost poslovanja in posledično uspešnost razvoja samih term. V glavnem, to je to, kar se tiče tega objekta. Hvala. Odpiram razpravo, delovna telesa. Svetniške skupine, svetnice, svetniki? Ne. Besedo ima Aleksander Uršič. Ja, hvala za besedo. Bom zelo kratek. Jaz bi sam pohvalil v bistvu pristop, kar se tiče, povedano je bilo tudi zdaj strani gospoda, da je bila včeraj predstavitev v Termah Snovik za lokalno skupnost in vem, da bom dobil odgovor ali pa ne, da v bistvu mnenje lokalne skupnosti ni zavezujoče oziroma ni obvezno,
Ampak jaz mislim, da tudi če nekaj ni obvezno strani občine, bi bilo dobro, da vsak OPPN predstavi lokalni skupnosti. Ne? Se pravi, da se povab saj člane krajevne skupnosti, če se pa kakšna širša obravnava naredi, pa tudi ni nič hudega. Ne? Zainteresirano javnost se povab na tam v kraj sam, ne, da je tukaj sej zadoščeno zakonom, predpisom je, če je javna razgrnitev na občini. Ampak čist drugače pa je, če je zadeva predstavljena tam v domačem okolju, ker sigurno kdo več pride. No, tako da, hvala. Hvala. Še kdo? Besedo ima Karla Urh. Hvala za besedo. No, jaz sem že zadnjič enkrat spraševala, če se ve, zdaj sem pa videla in mi je jasna slika, kateri apartma bo namenjen za vrtec, in tukaj je apartma, ki je neposredno zraven kurilnice. To se pravi, da je bila informacija, ki mi jo je ena gospa, pač me je poklicala in rekla, a nisi ti tudi na občinskem svetu, dajno jim povej, da v tem apartmaju ne bo miru. To ropota, da tudi noben nočne noter biti, ker se sliši od kurilnice. Grozen ropota. In zdaj bo noter vrtec. Samo toliko, ne. Zdaj sem to videla in v resnici me skrbi, kakšni pogoji bodo za najmlajše v tem vrtcu, ki je neposredno zraven kurilnice. Res, mislim, ali me skrbi. Hvala. Hvala. Zaključujem razpravo. Glasovali bomo v predlaganem sklepu. Občinski svet občine Kamnik sprejme odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu PN3 Terme Snovik v prvi obravnavi, in pa predlagatelj najprej pripravi predloga odloka za drugo obravnavo, upošteva pripombe podane na seji občinskega sveta oziroma pojasni, zakaj jih ni možno upoštevati. Glasujemo. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje. Za je glasovalo 23 svetnic in svetnikov, proti 3. Ugotavljam, da je sklep sprejet in točka zaključena.